Dober dan. Tema, s katero odpiram ta drugi del je, zakaj snemamo tako malo in ob tem, zakaj ob tem tako veliko izgubljamo. Nizka produkcija, danes smo slišali že velikokrat, je dejansko izgubljena gospodarska priložnost. Slovenski audiovizualni paradoks. Slovenija ima izjemne lokacije, Slovenija ima talente, Slovenija ima infrastrukturo, pa vendarle ustvari zelo majhno število snemalnih dni v posameznem letu. Filmska industrija kot taka je seveda na eni strani kreativni, kulturni, umetniški sektor, pa na drugi strani gospodarski, in vsaka filmska produkcija ustvarja delovna mesta, ne samo na področju filma in AV industrije, ustvarja turistične produkte, kar vemo v zadnjih letih z dobro podporo Slovenske turistične organizacije, namreč Filmski center že skoraj 10 let pri tem delu sodeluje s Slovensko turistično organizacijo, ustvarja storitve in mednarodno prepoznavnost. Filmski set, torej snemalna lokacija, torej ni samo umetnost in kultura, temveč je neke vrste ad hoc organizacija in s tem na setu samem tudi ad hoc industrija. V številkah, tudi številk ste danes že veliko videli, jaz imam mogoče malo drugačne, ker jih drugače na drug način generiram. 15 do 20 celovečernih filmov ustvarimo recimo, da povprečno v zadnjih letih. Številni projekti so mednarodne koprodukcije, pravzaprav skoraj vsi, skoraj da ni slovenskega filma, ki bi ne bil koprodukcija. Ocenjeni vložki v sektorja, torej ocenjeni prihodki sektorja so povzeti po Deloittovi študiji 250 milijonov. Povzela sem jih pa zato, da vidite, kako zelo drugačna je slika tega, kolikšni so javni vložki v ta sektor, v to industrijo. 13 milijonov trenutno, s tem, da tako kot je ministrica rekla, so dejansko v zadnjih letih se podvojili, pa še vendarle 13 milijonov 250 milijonov prihodkih in v celoti teh 13 milijonov evrov prihaja iz kulturnega resorja, torej Ministrstva za kulturo. Kratka ocena, ker je moja tema so število snemalnih dni, smo ocenili na Filmskem centru, da smo v letu 2025 realizirali okrog 350 snemalnih dni. To so zajetja tudi snemalni dnevi tujih produkcij, ki so pri nas snemala s spodbudami denarnih povračil, in zajeta je vsa naša filmska produkcija, ki smo jo financirali. Samo za primerjavo, samo Dunaj recimo kot mesto ustvari 3500 snemalnih dni v enem letu, recimo Češka, cela seveda država, 3500, med 2500-3500, torej zelo počasi naša število snemalnih dni v tem delu korakamo za drugimi državami, ki so v to vlagale več. Torej industrija obstaja, vendar je majhna v primerjavi s tem, kakšen potencial nosi. Tudi teh podatkov ste se danes že nagledali. Produkcija, filmska produkcija z Deloittove študije to izhaja, je seveda dober in uspešen ekonomski multiplikator. Ne bom ponavljala teh multiplikativnih učinkov, bom pa prebrala, katere gospodarske veje v Sloveniji so prikrajšane, zato ker tega ne izkoriščamo v celoti. Predvsem hotelirji in turizem, promet in logistika, gradbeništvo, scenografija, gostinstvo in lokalne storitve in na koncu seveda tudi AV sektor, v kolikor in v tolikšni meri, kot ga lahko štejemo za gospodarski sektor. Ena mednarodna koprodukcija, ena mednarodna produkcija v Sloveniji lahko ustvari tudi več 10 000 hotelskih namestitev in na milijone evrov porabe lokalne. Slovenija je torej konkurenčna, vendar ni vodilna, nikakor ne. Gospodarske izgube in priložnosti smo že nekako izpostavili. Torej, en sam mednarodni projekt, kot je bil Netflixov primer tega, ustvari na stotine lokalnih delovnih mest, na tisoče nočitev in milijone lokalne porabe. Naše konkurenčne prednosti, ker mi kot Slovenski filmski center z 9 zaposlenimi na tej javni agenciji opravljamo tudi naloge filmske komisije. Torej, poleg tega, da skrbimo za
domačo filmsko produkcijo in vse v povezavi z njeno internacionalizacijo. Se ukvarjamo tudi s tem, da promoviramo Slovenijo kot lokacijo v mednarodnem prostoru in v vseh teh letih smo z izkušenj nabrali naše konkurenčne prednosti, prepoznali, kaj tujci predvsem pri nas vidijo in kaj slavijo in česa si še nekako zakaj nazaj prihajajo. Raznolika pokrajina, brez dvoma, ena fantastična lokacija, ki jo ima Slovenija tukaj na križpotju evropskih različnih teritorijev, kratke potovalne razdalje, usposobljene ekipe, dostop do evropskih koprodukcij in v bistvu tudi naši okviri za financiranje kulture, ki so mogoče to bolj z vidika nekih neevropskih produkcij in producentov, ki seveda imajo v Evropi in tako tudi v Sloveniji to fantastično priložnost se tudi na nek način vključevati v okvire financiranja. Potencialni sektori, ki so za nas zanimivi, so seveda predvsem v zadnjem času televizijske serije, velike filmske produkcije, brez dvoma animacija, veliko neizkoriščenega potenciala na področju vlaganj v animacijo in seveda postprodukcijske storitve. Kaj so naše strateške priložnosti in kako bi lahko dosegli, da bi Slovenija snemala več? Ustrezno sistemsko urediti področje, torej zato sem prej tudi uporabila to števila zaposlenih, namreč sistemsko je to področje neurejeno, sama študija Deloitte mislim, da postavlja tudi na prvo mesto to ureditev sistemskega področja, namreč imamo 4 nacionalne inštitucije, celoten proračun, ki podpira to industrijo, prihaja iz kulturnega resorja, sistemsko nič ne prihaja zares iz gospodarskega resorja, je bil dober primer takega nekega ad hoc sodelovanja, ta Netflixov primer, kjer je gospodarsko ministrstvo pristopilo pred tistih 2,5 milijonih z svojo participacijo, vendar sistemsko ne obstaja. Torej, mnogo stvari je sistemsko za urediti, da bi to področje lahko servisiralo vse gospodarske priložnosti, ki jih sektor ponuja. Povečati je potrebno višino denarnih povračil za film in AV ter razširiti to upravičenost denarnih povračil tudi na domače produkcije. Kaj to pomeni? V glavnem ste ustvarjalci in ljudje z tega sektorja verjetno veste, mi imamo trenutno 25% denarno povračilo uzakonjeno, absolutno ni več konkurenčno, morali bi najmanj ga dvigati na 30% in seveda morda razmisliti še o dodatnih ukrepih za manj razvita območja, za zeleno produkcijo, kakorkoli obstaja vrsta rešitev. In pa seveda mi imamo eno tako papeško rešitev, ki onemogoča dostop domačim producentom, tudi če gre za lokalno investicijo iz zasebnega sektorja in ne nujno za javno. Torej, to bi bilo potrebno na slovenske projekte razširiti, to upravičenost. Razvijati moramo studijsko infrastrukturo, imamo seveda Viba Film kot javni zavod, ki uspešno podpira domačo produkcijo, kot studijska infrastruktura pa Viva Film nekako zelo redko izpolnjuje pogoje, ki jih potrebujejo velike mednarodne produkcije, ker je pač premajhen. Potrebno je še okrepiti mednarodne koprodukcije, tukaj je veliko mehanizmov, s katerimi lahko to naredimo, ne samo dvig sredstev, ampak mnogo enih ukrepov, ki jih lahko, ampak vsekakor še boljša vpetost slovenskih ustvarjalcev, predvsem producentov v mednarodno koprodukcijsko okolje, bi v bistvu prinesla različne učinke od mreženja do okrepitve naših avtorjev, mednarodne uveljavljenosti le-teh, skratka mnogo učinkov te krepitve koprodukcij. Še bolj aktivno je potrebno promovirati Slovenijo kot filmsko lokacijo, to nedvomno poteka, ampak premalo ambiciozno zaradi resursov, s katerimi razpolagamo za to področje. Potrebno je vlagati v usposabljanja in razvoj delovne sile, to govorimo o delovni sili na področju filma in AV. Vemo, da je to industrija, ki ima
sama v sebi mnoga znanja, ki so povezana tudi s tehnologijami, ki se zelo hitro razvijajo, in ta znanja enostavno preprosto naš izobraževalni sistem in šole jih ne morejo zagotavljati, zato moramo poiskati po vzoru zopet mnogih dobrih praks v Evropi načine, kako vlagati, in tukaj govorim pa zdaj o resorju, ki seveda se s tem področjem ukvarja, ne ponovno kultura, torej kako vlagati in najti načine za spodbujanje usposabljanj in izobraževanj in pridobivanje novih znanj na področju filma in AV. Okrepiti je treba medresorsko sodelovanje, to sem dala tlele na predzadnje mesto, pa ni daleč od tega, da bi bilo to najmanj pomembno, mogoče bi morali biti na prvem mestu, in jaz si nadejam, da je današnji dogodek tale priložnost, da bo potegnil malo ambicij za sabo tudi ljudi in političnih akterjev z različnih resorjev, da bodo nekako prepoznali, da je ta sektor treba integrirati v vse druge, ker tisti, ki se ukvarjate s filmsko produkcijo, veste, da rabite Ministrstvo za okolje, rabite Ministrstvo za gospodarstvo, rabite različna dovoljenja, rabite Ministrstvo za naravne vire, zato da lahko, skratka, za promet, nedvomno. Tako da je zelo taka multisektorska veja industrije in s popolnoma neizkoriščenim tem potencialom, da bi v bistvu več resorjev se s tem področjem ukvarjalo. In pa zadnje, mogoče manjše, pa vsem pomembno, potrebno je, to pa lahko, mislim, da bi bil naš kratkoročni cilj lahko, da je potrebno AV sektorju omogočiti dostop do ukrepov za podporo gospodarstva. Torej, vemo, da gospodarstvo ima številne ukrepe, ki spodbujajo tako internacionalizacijo gospodarstva, kot razvoje novih produktov, nove gospodarske iniciative. Skoraj da v nobeni, pa me bo mogoče kdo popravil, od teh ni AV industrije kot upravičene veje gospodarstva, in to bi pripomoglo k temu, da bi industrija začela poganjati sama sebe, da bi se mogoče kakšni zasebni neprofitni zavodi imeli razlog, da se preoblikujejo v delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo in tako naprej. Skratka, tukaj bi lahko zagnali en voz zelo kratkoročno, da bi se premaknilo, da ne bi bil filmski center tisti, ki iz kulturnega budžeta plačuje delegacije, ki grejo potem, ne vem, na azijske trge, peljajo producente, ampak bi to mogoče delal kdo drug, ki seveda v tej državi skrbi za te stvari na področju gospodarstva. Torej, cilj naš strateški bi bil nadgraditi uspešno kulturno vejo. Nedvomno smo vsi filmarji, predvsem seveda v zadnjih letih dokazali, da je to zelo uspešna veja kulture, s povečanimi sredstvi, ki so v zadnjih letih bila zagotovljena temu področju, je brez dvoma, so se mnogi rezultati pokazali zelo hitro, bistveno bolj hitro, kot smo celo pričakovali, in naš strateški cilj bi bil seveda, da to prevedemo tudi v sektor gospodarstva, kjer bi lahko kot strateško vejo AV industrijo umestili. Več snemanja bi seveda pomenili več zaslužka, ne samo za tiste, ki to ustvarjajo, ki snemajo, ampak predvsem za državo v prispevkih, davkih in podobno. Audiovizualni sektor je tudi industrija, imamo talente in lokacijo in seveda vprašanje sta pa obseg in naložbe. Če Slovenija torej posname več filmov, ne bo povedala samo več svojih zgodb, ampak bo ustvarila tudi več delovnih mest, več naložb in več mednarodne prepoznavnosti. Spoštovani gostje, hvala, ker ste ostali tudi na tej drugi okrogli mizi, kjer bomo govorili predvsem o strateškem razvoju slovenske audiovizualne industrije, predvsem njenem gospodarskem potencialu, mednarodni prepoznavnosti in tudi izzivih, ki jih seveda kot država moramo narediti, da bi lahko ta sektor naredil korak naprej. Preden začnemo, bi vseeno predstavil današnje govorce. Torej, na moji levi gospa Nataša Bučar je direktorica, kot ste že videli, Osrednje nacionalne institucije za podporo filmski ustvarjalnosti. Slovenski filmski center med drugim krepi mednarodno prisotnost slovenskega filma, spodbuja koprodukcije, umešča
AV industrijo, v kulturne, želimo si tudi gospodarske politike naše države, kot seveda tudi v mednarodnih povezavah svojo funkcijo predstavlja srednjo filmsko infrastrukturo naše države. Nedavno je postala tudi članica upravnega odbora Sklada Sveta Evrope Euroimaž. Z nami je tudi gospa Nataša Kos, ki je strokovnjakinja za internacionalizacijo in strateško promocijo Slovenije kot poslovne in investicijske destinacije. Tokrat predstavlja barve Spirita, ker tudi vodi projekte, ki povezujejo gospodarski razvoj, tuje investicije in promocijo Slovenije. Hvala, da ste se udeležili našega posveta. Z nami je tudi Klemen Dvornik, uspešen režiser, scenarist, pedagog, znan po svojem delu na področju igranega filma, televizije in serij, nazadnje z večkrat mednarodno nagrajenim mladinskim filmom Igrišča ne damo. Je nekdanji predsednik Zveze društva slovenskih filmskih ustvarjalcev, nekdanji predsednik Društva slovenskih režiserjev. Pri mednarodnih povezavah je v preteklosti zasedal tudi funkcije predsednika izvršnega odbora FERA, torej Evropske zveze režiserjev, in lahko rečemo, da se tudi do danes aktivno zavzema za pravice avtorjev, producentov in izvajalcev, predvsem profesionalizacijo filmskih poklicev in seveda izboljšanje njihovih delovnih pogojev tako doma kot tudi v evropskem AV prostoru. Hvala tudi tebi. In ne nazadnje tudi Daniel Hočevar, ki je eden najvidnejših slovenskih producentov in soustanovitelj produkcijske hiše Vertigo. Njegovi filmi so bili prikazani na najpomembnejših svetovnih festivalih, tudi med drugim v Cannesu, Berlinu, Rotterdamu, Benetkah, Karlovih Varih in kar je še teh svetovnih festivalov. Danes pa je z nami tudi kot član upravnega odbora oziroma predsedstva Evropske filmske akademije, kjer seveda lahko rečemo tudi aktivno sodeluje pri oblikovanju evropskih filmskih politik. Tako da vsem štirim še enkrat dobrodošlica in hvala, ker ste se udeležili tudi današnje okrogle mize. Kot smo lahko slišali, Slovenija seveda ima izjemne ustvarjalce, ima močno filmsko tradicijo in je v tem smislu vse bolj tudi prepoznavno produkcijsko okolje. Hkrati pa se seveda soočamo tudi z vprašanjem, kako ta AV sektor umestiti morda v nek širši razvojni okvir. Ko smo lahko že videli na prejšnji okrogli mizi, torej obstaja nek konsenz, če smo že govorili o konsenzu, da zagotovo film je del kulturne politike, torej del nekega vrednostnega sistema, neke nacionalne identitete. Vseeno pa se mi, da smo nekako preveč, da se prevečkrat zatika še vedno pri vprašanju, kaj je s tem potencialom filma tudi kot gospodarske panoge. Še posebej Slovenije, ki je lahko, glede na neke naravne danosti, kot smo lahko slišali, tudi neko strokovno znanje, produkcijske zmožnosti, v tem smislu lahko zelo mednarodno konkurenčna. Tudi že v predstavitvi gospe Bučar smo lahko slišali, kakšni so vse izzivi filmskega sektorja. Pa bi Majo izhajal morda za začetek iz prejšnje polemike, kar se tiče morda samega financiranja slovenskega filma. In slišali smo, namreč študija Deloitte pravi, da smo na nek način še vedno podfinancirani. Slišali smo tudi ministrico gospod Vrečko, ki je želela popraviti podatke Deloitta s tem, da je Slovenija dejansko povečala budžet za film, kar seveda nedvomno drži. Pa vseeno, če bi začel morda z avtorjem oziroma s Klemenom s tabo, katere razlike sam opaziš morda v delovnih pogojih doma in v tujini, oziroma ali misliš, da je v tem smislu obseg javnih sredstev, ki so, kot vemo, tudi generator dela, trenutno v Sloveniji omogoča konkurenčnost Slovenije na AV področju? Lepo pozdravljeni vsi. Tako je. Slovenija je konkurenčna s svojimi AV izdelki ali pa filmi ali pa serijami zaradi enega elementa, ki se ga pa ne da v evrih označiti, in to je entuziazem. Mi imamo do nedavnega smo imeli res minimalne pogoje za ustvarjanje, saj tega dela, kar se tiče financiranja umetniških filmov, tudi otroških, pa dokumentarnih, pa animiranih, smo bili zelo na minimumu ali pa celo pod minimumom financiranja. Res je, da se v zadnjih obdobju, recimo od 4 oziroma v resnici 2 let, sredstva so se drastično povečala. S tem postajajo filmi mogoče
ne več minimalno financiranje, ampak recimo se približujemo nekemu recimo optimalnemu, ampak tudi to še ne. Tista bistvena razlika med nami pa med recimo druge je, da recimo obstajajo kolektivne pogodbe za svobodne poklice, kot na primer v Avstriji, kjer vprašanje snemalnega dneva, koliko to stane, sploh ni vprašanje, ker se točno ve, koliko so postavke, ve se, koliko filmski snemalni dan stane, ve se, koliko časa traja, ker je to določeno z kolektivno pogodbo, enako je v Španiji in sledijo zdaj tudi vse druge države. Je pa res, da to prinaša nekaj drugega, ne? Da je film veliko dražji, v tem lahko Dane veliko več pove, ker je koproduciral avstrijski film. Tam, kjer smo mi konkurenčni, je ta entuziazem, ki odpelje tisto, kar imamo dano na najvišji pač evropski nivo. Zato za ta entuziazem potrebujemo pa tudi veliko časa. Ne? Jaz sem recimo razvijal svoj film, v resnici od začetka se je razvijal 12 let, jaz sem pristopil 8 let, preden je film nastal. Bili smo praktično na vseh razvojnih marketih, na vseh delavnicah možnih. Imeli smo 3 koprodukcijske države, plus medijo, plus Euroimaž, kar nas v bistvu uvršča v nek tak film je v bistvu prototip tega, kako bi lahko filme delali. Ampak ne moremo z vsakim filmom priti do tega. In razlika je v tem, da doma je treba čim širš zagotoviti, da se razvijajo novi kadri, da se razvijajo AV produkcija, da se razvijajo umetniški filmi, da se razvijajo otroški filmi, ampak tisti problem, ki ga vidim, pa je, da rabimo še ta preskok naprej, da postanemo konkurenčni pač v evropskem prostoru, je ta, da bojo vrednosti slovenskih filmov postale vsaj dosegle neke povprečne vrednosti evropskih filmov, ker s tem bojo ljudje dobili primerljiva plačila ali pa zadostna plačila. Delali bomo filme v normalnih pogojih, ne v nekih ekscesnih pogojih. Tako. In bo ta entuziazem lahko pol v bistvu nas pelal še dlje, tako kot Prevce in Pogačarja in tako. Daniel, kako pa ti sam vidiš položaj Slovenije v evropskem AV prostoru oziroma katere razlike ti sam opaziš kot producent recimo z nekimi državami, ki recimo privabljajo večje produkcije in ki bi nam lahko v tem smislu morda bile lahko tudi za vzor? Delno je že Klemen odgovoril, pozdravljam najprej vsem skupaj. Delno je že Klemen odgovoril na to vprašanje, se pa na nek način zelo še vedno jasno vidi razlika med recimo zahodno industrijsko in vzhodno ali pa centralno Evropo, kjer so zneski, ki so namenjeni produkciji tako na nekem globalnem državnem nivoju ali pa posameznem filmu, dramatično različni. Klemen je omenil recimo primer Avstrije, ki je morda ena taka zelo ekscesna država v smislu ureditve. Tam vsakega sodelujočega v produkciji producent mora zaposliti, ker potegne za sabo blazno veliko nekih prispevkov in davkov in vsega skupaj. V številnih drugih državah so stvari rešene malo drugače, a še vedno bistveno drugače kot pri nas. Pri nas v bistvu dejansko delamo na entuziastični pogon in nam zato uspeva narediti nekaj, kar bi verjetno v tujini za ta denar vsak zamahnil sam z roko in rekel, ne, to se ne da. Po drugi strani pa je glavni limit ta, da s tem seveda prideš do tega, da lahko delaš določeno vrsto filmov, da si zelo omejen pri poskusih delanja filmov, ki so recimo filmi epohe, da si zelo omejen s tem, da delaš filme, ki so recimo produkcijsko bogatejši, zahtevnejši in tako naprej. Mislim, da se tukaj še do nekaj način znedevamo. Vsekakor pa to ni najboljša pot, že zaradi tega, ker potem, ko nek film pride v nekem, rečemo, mednarodnem okviru, nek večji festival, se te razlike vidijo dramatično. Ti vidiš, da je zraven tebe, ki si delal film za 1, 1,2 milijona, 1,5 milijona, 2 milijona, nek drug film, ki je narejen za 30 milijonov. In podobne stvari. Tako da tu je zelo veliko razlik, ki jih mi na hitro nikakor ne bomo mogli preseči, lahko pa jih dosežemo počasi z neko politiko, z nekim pristopom temu. Pravi, da poleg kulturnega poskušamo pridobiti tudi nek gospodarski element in ga nekako dodati v film,
Ker film konec koncev je gospodarska dejavnost in gospodarski učinki. To je že tista študija, ki je AIPA in Zveza, ki smo jo delali leta 2018, jasno govorijo. Ne? Veliki multiplikativni učinki, visoka dodana vrednost, visoka plačila, konec koncev, ne? 3-krat višja kot sicer primerjalno na nivoju države. Ampak poleg tega se pa spopadamo z enimi takimi zelo bazičnimi zadevami, kot so premehno število zaposlenih na javni agenciji, premehni zneski sredstev, ki jih dajemo v produkcijo, in vsi uspehi, ki sicer tu so zgolj ekscesni. To ni načrtno, to se zgodi, na to v resnici nimaš nekega velikega vpliva. Ne? Hvala lepa. Gospa Kos, da smo imeli že neki, pravzaprav lahko rečem, neka uvodna vprašanja. Kako pa vi sami, recimo, vidite nek osnovni potencial sektorja kot dela gospodarskega sektorja, glede na multiplikativne učinke, ki zagotovo so? Kako bi se vam, recimo, osebno zdelo, da bi država lahko morda izboljšala tudi investicijsko okolje za povečanje morda tujih koprodukcij, ne samo domačih produkcij, recimo? Hvala lepa. Najprej seveda hvala za povabilo, da sem lahko del tega pomembnega posveta, ki ga razumem nekako sploh kot prvi korak, lahko rečem, k nekem bolj našem dialogu in začetku sodelovanja, ker tako kot je bilo poudarjeno, tako strani mojih sogovornikov, kot tudi nekaj malega, kar sem seveda uspela slišati iz prejšnjega panela, smo na neki točki, kjer moramo začeti gledati, ne samo film, ampak celotno industrijo kot del gospodarske panoge. Se pravi, vsi se strinjamo seveda, ne, da je film, da je industrija nekaj, kar podpira seveda Ministrstvo za kulturo z svojo podporo, ker je film še zmeraj tisti del kulture, ki nam prebuja, bom rekla, čustva, ker pripoveduje zgodbo o nas, lahko rečemo, o Slovencih, kar pomeni, da tudi nekako posega na področje identitete, področje nekih vrednot, ki jih imamo in jih s tem lahko seveda širimo po svetu. Hkrati pa ne samo, da ima multiplikativne učinke na gospodarstvo, in to smo se slišali, na turizem, na infrastrukturo, na lokalno, bom rekla, gospodarstvo, ki je v tistem kraju, ampak predvsem na neko širšo prepoznavnost naše države, ne, v tujini. In tukaj mogoče je res nekaj, na čemer bi se lahko mogoče začeli malo bolj sistematično ukvarjati. Jaz vidim tukaj priložnosti, predvsem v tem, da se vzpostavi nek ekosistem vseh teh deležnikov, ki smo jih pač danes že nekako slišali, se pravi od tistega, ki bo dajal, bom rekla, neko vsebinsko podporo in rast, to je seveda Slovenski filmski center z Ministrstvom za kulturo in tako dalje, torej razvoj talentov in pač samega filma do seveda drugega premika, ki pa bi se mogoče moral začeti delati na strani tudi širšega našega prostora, gospodarskega prostora, in tukaj ima seveda Spirit kot javna agencija kar nekaj vzvodov. Mi smo za podjetja vstopna točka, tako pri njihovi razvoju, pri rasti, pri internacionalizaciji, se pravi vstopanju na tuje trge. In sicer to delamo z različnimi programi spodbud in tudi organiziranimi vhodnimi in izhodnimi delegacijami, gospodarskimi, z organiziranimi B2B srečanji, se pravi srečanji med podjetji, z skupnimi nastopi slovenskih podjetij na tujih trgih, in jaz mislim, da tukaj vidim veliko priložnosti, no, da se na tem področju začne en, bom rekla, bolj resen in sistematičen dialog. Nataša Bučar, večkrat je bilo rečeno, tudi sama si v predstavitvi rekla, ne, da seveda je Slovenija v tem trenutku premalo obravnavana morda kot gospodarska panoga, ne, velik poudarek je seveda na kulturi. Jasno je, zakaj, ne bomo še enkrat ponavljali. Mogoče sama vidiš rešitev morda tudi v tem, da bi obstajala nek državni odgovor ali pa neka strategija ali pa nek morda akcijski načrt, ki bi morda prispeval k bolj morda usklajenemu mednarodnemu brandingu Slovenije kot filmske, ne samo produkcijske destinacije, ampak lahko rečemo morda tudi produkcijske meke.
Jaz mislim, da je prvi korak je sistemska ureditev celega področja. To pomeni, da se v bistvu na novo mogoče, da se reorganizira sektor. Zdaj, ko sem poslušala Natašo, Spirit Natašo, ko je ona rekla, mi smo vstopna točka za podjetja, mi smo vstopna točka za producente, ki so naša podjetja. Torej, mislim, da je res trenutek, da lahko mi te naša podjetja malo pošljemo tudi do vas po to, kar oni potrebujejo. Mislim, da bi se moral oblikovati na ravni države za začetek nek strateški svet za to področje, v katerega bi vsi deležniki šli in bi se v bistvu znotraj tega, torej govorim deležniki iz različnih resorjev, ne, torej mi z kulture, potem pa vsi, ki so tukaj od finančnega ministrstva, ki seveda predstavlja velik izziv za financiranje in za državne pomoči, kot tisti, ki se s filmom ukvarjate, veste, do Ministrstva za gospodarstvo, do nenazadnje Ministrstva za izobraževanje, ker je tam pristojen za to, da nam šola v resnici talente, potem Ministrstvo za delo, ki sem prej omenila, da se v bistvu razmišlja o tem, kako neke grozde izobraževalne organizirati, morda čez Zavod za zaposlovanje, morda pač iskati načine, kako bi na tem strateškem svetu v bistvu razmišljati in iskati načine, pa ne 4 leta, ampak mogoče si zadati nek cilj, da v roku 1 leta koledarskega pridemo do nekega zbira vseh ukrepov, ker samo vsak iz svojega resorja bo znal povedati, kam se lahko umesti film kot tak, v katere ukrepe, ki jih že izvajajo, se lahko morda sam doda ena alineja ali pa da se pač naredi nabor vseh teh članov strateškega sveta, vseh pristojnih ministrstev predvsem, kaj lahko vsako od teh naredi za izboljšanje okolja, za ustvarjanje na področju AV-ja. To je po mojem nek tak, če bi bili zdaj z nami člani predhodne tlele okrogle mize, ki bojo verjetno tako ali pa drugače so ustvarjali naše politično okolje v naslednjem obdobju, bi bil to moj predlog za njih. Torej, da za začetek se sistemsko uredi, da se sprejme prenovljena zakonodaja za naše področje, ki upošteva to, kar že razumemo, da se, kar smo že ugotovili in da se pač neke izboljšave oblikujejo nemudoma in da se tudi nemudoma ustanovi nek strateški svet, ki vključuje vse resorje, ki se vključujejo tako ali pa drugače na AV sektor in v roku 1 leta pridejo, mi imamo strateški načrt, ki smo ga danes brali, nek okvir kam in kako, ampak prav praktičnih ukrepov, ki jih lahko vsak resor ali pa bi jih moral. Mi smo pred leti z producenti celo oblikovali že nek tak zbir ukrepov, kaj rabimo na področju davkov, kaj rabimo na področju financ, kaj rabimo na področju okolja, kaj je z dovoljenji, kako je izobraževanje, kdo financira šolstvo, kje je filmska vzgoja. Vse to zaenkrat smo samo mi. Slovenski filmski center, javna agencija, ki je tako kot Spirit javna agencija, mi smo mogoče malo bolj stran, ne vem, pač javna agencija kot forma je enaka. In samo, če vam povem, ker smo slišali danes par držav, recimo Hrvaška je veliko ukrepov že sprejela, tudi oni imajo zdaj mogoče neko prelomnico kam in kako, ampak recimo imajo audiovizualni center, ki ima 25 ljudi, ki upravlja 13 milijonov evrov. Vidite že zdaj, to je moja trenutno največja bolečina, da so moji sodelavci tako malo številni. In je to eden od tistih najbolj nujnih prvih ukrepov, sistemska sprememba in okrepitev kadrovska tega sektorja, da bomo sploh lahko servisirali. Tako. Recimo, če gledamo AV industrijo oziroma AV sektor samo doma in da se pravzaprav pogovarjam tudi morda o nekih strategijah, kako se morda tudi mogoče malo bolj mednarodno upet. Daniel, kako je pravzaprav s prisotnostjo recimo na ključnih filmskih festivalih? Ali se tebi zdi, da slovenski film dovolj izkorišča mednarodne festivalske uspehe? Ne mislim samo o nizanju nekih nagrad in kot je že rekel prej Klemen, kar se tiče nekega entuzijazma, ampak tudi v smislu morda, kako glede teh uspehov tujina sama vidi Slovenijo oziroma kako je s to neko mednarodno
prepoznavnostjo slovenskih v bistvu projektov in kakšni učinki se morda lahko vidijo potem tudi v praksi pri nadaljnjem sodelovanju. Ali smo recimo mi kot Slovenija, kot AV sektor zanesljiv partner tujini recimo? Jaz mislim, da smo mi zelo zanesljiv partner in da so to zelo zanesljiv partner tako na ustvarjalnem, tehničnem, postprodukcijskem področju in da so to naši partnerji iz tujine že večkrat videli. Recimo na zadnji tak uspeh je bil letošnji festival v Sundanceu v ZDA, kjer sta bila prikazana dva manjšinska koprodukcijska filma, ki sta bila oba, celotna postprodukcija obeh filmov je bila narejena v Sloveniji. Se pravi, obdelava slik, obdelava zvoka, vizualni efekti, vse je bilo narejeno v Sloveniji. In to je en tak velik dosežek, ki se ga mi mogoče vse premalo zavedamo, zato ker smo tudi tukaj najdeli nek modus operandi, ki je v primerjavi s tujino zelo nenavaden, je zelo poceni, ampak drži neko kvaliteto. Kar se tiče same prepoznavnosti slovenskega filma v tujini. Slovenski film je prepoznaven, slovenski film dosega uspehe, lansko leto je bilo izjemno, kar se tega tiče, več filmov na velikih festivalih, priznanih, nagrajenih, tudi izbranih v selekcijo, recimo za Evropske filmske nagrade in tudi za nekatere druge nagrade na nekih, rečemo, državnih nivojih pomembnega tipa. Ampak to je pri nas, nažalost, še vedno bolj izjemno kot pravilo. Ni nekega, rečemo, vsakoletnega podobnega uspeha. Delno je mogoče problem tudi to, da Slovenija v očeh Zahoda, in tukaj si žal moramo narediti čistega vina, ta Zahod nekako to definira tako ali drugače, je opažena kot ena država, ki je premalo ekscesna, če bi temu tako rekel, ne. Ne živimo v vojni coni, nimamo velikih gospodarskih težav, nimamo ekstremnih migracij, nič nas ne definira na nek tak poseben način, mogoče zdaj to zveni malo tako nenavadno, ampak premalo smo nenavadni, da bi bili opaženi. In zato vsak film in vsak tovrsten uspeh je v bistvu zgodba, ki se začne od začetka, z avtorji in producenti, ki to razvijajo, s filmskim centrom, ki to večinsko sofinancira, ki je tudi potem večinsko prisoten pri promociji in plasmaju tega istega filma na tujih festivalih in tako naprej. Dosegamo tudi limitirane uspehe na področju distribucije filmov, tudi spet lansko leto in recimo vsaj film Kaj ti je deklica je dosegel izjemen uspeh, kar se tiče distribucije v tujini v številnih državah in to kinodistribucije, kar je prej izjema kot pravilo. Tako da smo uspešni znotraj strukture in načina, v katerem pač ustvarjamo. To bi vsekakor rekel. Ja, eno pa vprašanje, ko si prej govoril da smo premalo ekscesni oziroma premalo vidni. Misliš to predvsem, kar si prej našteval, predvsem v smislu verjetno neke geopolitike ali tudi kar se tiče vsebine samih filmov? Mi vemo recimo, da bosanska produkcija še vedno po tolikih in tolikih letih še vedno snema pravzaprav filme vojnih travm, kjer jih potem seveda različni tudi, če rečemo temu nek zapadnjaški pogled, ki je zelo vezan recimo tudi na človekove pravice, potem hitreje nekako vzame za svoje oziroma so v tem smislu hitreje, kako bi rekel, integrirani tudi v njihovo videnje recimo uspešnosti samega filma. Ja, vsekakor, predvsem to, ne. In ta pogled je zelo poenostavljen in zdaj, če ti ne pašeš v ta predalček, si seveda zunaj. Je pa seveda pomembno to, kar si tudi sam omenil, da sta recimo vsaj dva lanskoletna filma bila zrežirana strani mladih režiserk z drugačnim avtorskim pogledom in sta ravno zato tudi bila uspešna. Tako da to je tukaj nek dodatni element, ki ga slovenski ustvarjalci vidijo in prepoznavajo in tudi uvrščajo ali pa delajo filme, ki so to vrstni. Klemen, če se pogovarjamo glede neke mednarodne prisotnosti, kje ti sam še vidiš recimo potencial, morda kar bi se lahko izboljšalo glede samih filmskih festivalov in morda tudi podpore države, kadar do takšnega gostovanja pride? Moja izkušnja je, da je poleg vsega tega, da greš dejansko vsakič, kot je Dan rekel, v bistvu
je vsak film nova inovacija, se pravi, mi smo neke vrste izumitelji, inovatorji in tako, ko moraš crowdfundati za inovacijo, kjer dobiš prijatelje, ki znajo določene specifične naloge, tudi mi, filmarji, vsakič gradimo nov prototip. In vsak film je prototip in nabereš ekipo, najdeš človeka, ki zna financirati, gre po razpisih, najde privatne financerje, kakorkoli, ampak kje pride do tega, je pa najbrž v gospodarstvu to enako, kako to plasirati v prostor. In ta prisotnost v teh, moja izkušnja je, da je prisotnost na teh marketih, na pičih, v delavnicah, da ti da neko lepa slovenska beseda, track record v sektorju in te pripelje do točke, ko lahko prideš v stik z mednarodnim salesom, distribucijo, televizijami, festivali, tako. In zdaj, a ti v tem času si sposoben zgraditi to neko prisotnost, se pravi ekipa, ki to dela za svoj prototip, to sposobna zgraditi, ali ne? Opažam jaz, da imajo določene države, kadar ti ne moreš dobiti velikega mednarodnega prodajalca, se pravi international salesa, da ima država svojo prodajno, svetovno prodajalca, se pravi v tem primeru, da bi bil nek oddelek še znotraj filmskega centra ali te nove institucije, o kateri sanjamo zdaj že nekaj časa, da bi v bistvu se ukvarjal s prodajo mednarodnim plasmanom slovenskih narejenih filmov, z prodajo distribucijam, prodajo teritorijev. Zdaj vprašanje, kateri filmi slovenski to rabijo. Tisti, ki so pač v špici sami zagotovijo, tako kaj te deklice imel vrhunskega salesa. Jaz sem imel najbrž za svoj film enega boljših salesov na področju otroškega filma. Tako da smo uspeli dobiti, ampak to je v bistvu eksces, kot Danja razlaga. Jaz vidim, da za plasma bi bilo potrebno ukrepiti ta sales moment, distribucijski moment, tukaj rabimo pa finance. Tle vidim jaz Spirit kot enega od unih partnerjev, s katerim lahko, ker da je lažje razumeti, jaz ne rečem, mi nismo tako zelo različni od agrikulture, se pravi od kmetijstva, predelstva, vinarjev, nismo tako zelo različni. Oni tudi vsakič delajo praktično prototip, ki ga morajo potem prodati. In vidim, da Spirit bi lahko podprl recimo tržnico v Berlinu, tržnico v Cannesu, tržnico kjerkoli, največja za otroški film je v Amsterdamu, na Cinekidu. Je tržnica v Ameriki, je tržnica v Hongkongu, tam bi mogli mi biti, ampak ne tako, da postavimo to, kar trenutno zmore SFC, pač štand in da je prisoten tam, ampak da gremo tja, pa naredimo, pa da je nekaj več, vsaj da pridemo, da smo konkurenčni z nam primerljivimi državami, kot je Češka, Hrvaška, Balti, na koncu cilj, da smo tako kot Danci ali pa Nizozemci. Vidim tle v tej prodaji, vidim, da se pravi, mislim, da mi nimamo kot kinematografija, da smo razen zelo izkušenih producentov, ni vzpostavljenih teh nekih prostih poti, da bi prišli do prodajalca. Nekih mehanizmov. Pa še druga stvar. Mislim, da bi mogli delati, to je moje mnenje, tako kot pri vrhunskem športu, da je 10% najboljših v našem sektorju se internacionalizira. Mislim, da ima resna mislim, da ima klasična glasba v tem zelo dober vzgled nam, recimo ogromno klasičnih glasbenikov je v Nemčiji, Italiji, Franciji, v Veliki Britaniji. Mi ne znamo na tak način eksporta narediti naših talentov. Imamo jih nekaj, ampak so vsi samorastniki, recimo Aleš Belak, Matej Križnik. Ja, vezano je pa to seveda tudi na koprodukcijska sredstva. Če je v bistvu pod črto, če gledamo financiranje filma, če so ta koprodukcijska sredstva preniska, potem seveda Slovenija tudi ne more biti del nekih velikih, res velikih produkcij. Ampak se mi zdi, da se je zelo zanimiva tema odprla, kar se tiče pravzaprav nekih
mednarodnih sodelovanj oziroma sejmov oziroma prodiranje na tuje trge. Nataša Bučar, kakšen bi lahko bil sistem sodelovanja na mednarodnih sejmih, ki so potem ključni za AV sektor in prodor slovenskega filma v tujino? Kako pravzaprav sploh zgleda sodelovanje na teh sejmih? Kje sama vidiš, da bi lahko prišlo do izboljšav? Ja, mi na področju internacionalizacije in tudi promocije v tujini delamo ogromno, ne? Tako da možnosti je zelo, zelo veliko, ker vsekakor potrebe sektorja so absolutno začele presegati zmožnosti naših kapacitet. Vidim veliko možnosti. Prva, ki se prva kaže, kot je že tudi Spirit Nataša rekla, da je delegacija. Torej, jaz mislim, da je to, da bi bili slovenski producenti vključeni v delegacije, ki grejo skupaj z našo vlado ali pa pač z ministri na tuje trge, da se tam srečajo sebi enako industrijo, tako kot se vse druge industrije srečajo, da je to prva stvar, ki je nujna, ker take delegacije še vedno filmski center organizira. To govorim zdaj izven teh tržnic kot takih, kjer mi se promoviramo, pa imamo svoje, bom rekla, štante. Jaz sem samo enkrat v svojem skoraj 10-letnem vodenju Slovenskega filmskega centra bila povabljena na drugi strani na srečanje z delegacijo z neke druge države, ki je prišla v Slovenijo. Povabil me je direktor Spirita takratni, ker so te Indijci tako vztrajali, da hočejo imeti filmsko industrijo, da niso mogli več reči ne. In so me povabili zraven za mizo in pač indijska delegacija je bila takrat v Ljubljani in oni enostavno zgleda niso mogli razumeti, kako da AV industrija ni del tega omizja, ker mi pridemo z našimi producenti, ki jih seveda ta industrija zanima. In to je bilo edinkrat. No, in jaz bi si želela, da bi na eni strani bili mi delegacije, del delegacij, ki gre na razne trge. Zdaj gremo mi v Hong Kong, na največji sejem v Aziji, filmski, ampak gremo v filmski center, mi smo institucionalni partner in peljemo svojo delegacijo in na nedavnem srečanju na gospodarski zbornici z organizatorjem tega našega sejma v Hong Kongu sem zvedela, da je bila lani konec leta gospodarska delegacija iz Slovenije v Hong Kongu. Naš ni bilo zraven. Skratka, to je prva stvar, ki jo vidim kot priložnost, da smo del delegacij tukaj, ko pridejo obiski in v tujini, ko se organizira. Drugo je pa seveda to, kar je pa Klemen rekel, da pa v bistvu sodelujemo pri plasmaju naših podjetij, to so naši producenti na filmskih marketih, ki so v bistvu delno sodelovanje z STO-jem v manjši meri poteka, ampak izključno je vezano z STO-jem na promocijo filmskih lokacij, kar ni dovolj seveda za našo industrijo, bi rabili več od tega, torej nekako participacijo pri udeležbi in obisku naših producentov na teh marketih. Gospa Kos, žogica gre k vam pravzaprav. Glede na to, kakšne so pravzaprav bili komentarji, želje, stališča ostalih kolegov, kako zdaj recimo v tem trenutku vi razumete to povezovanje gospodarskega dela s kulturo oziroma kako sami morda vidite tudi neke rešitve v teh gospodarski v resnici diplomaciji? Ja, zadano nam je bilo kar nekaj dela, ne? In kar nekaj nalog in mislim, da bo v kratkem tudi organizirano kakšno srečanje na to temo, da vidimo vse možnosti, kako vključiti tako ta sektor, bom rekla, v že načrtovane gospodarske delegacije ali celo organizirati to, kar mislim, da je še bolj nujno v tem trenutku, če sem dobro razumela, tudi vse na tej okrogli mizi organizirane nastope na teh tako imenovanih filmskih marketih, tržnicah, tako, ker to je nekaj, kar tudi naša agencija počne, tako, za različne sektorje, torej to je sicer stvar, ki jo načrtujemo 2 do 5 let naprej, ne, in je tudi treba načrtovati, ampak praktično na vsakem takem velikem sejmu prisotni za skupinskimi nastopi, ne, in to je nekaj, kar lahko definitivno se začnemo o tem pogovarjati, ne, da se priključi filmski sektor oziroma ves ta sektor, ki je seveda potreben. To je verjetno od visokih tehnologij do raznih
podjetij, ki pač delajo na tem področju pri sami produkciji in seveda internacionalizaciji. Videla sem, da je nekako, kot, če sem dobro razumela, šibka točka prav ta internacionalizacija oziroma prav ta vstop na tuje trge in v Spiritu prav to počnemo, da nekako ustvarimo neko okolje za podjetja, da grejo skupinsko na nek trg, ne pa da so prepuščena seveda samim sebi, predtem jih seveda tudi izobrazimo oziroma imamo za njih tudi pripravljalne seminarje in o teh tujih trgih in o delovanju tam, tako da tukaj verjetno boste vi gotovo strokovnjaki na tem področju, da lahko taka podjetja tudi pripravite. In jaz vidim tukaj pač seveda eno, bom rekla, razširitev naših dejavnosti, ampak seveda zelo koristno, učinkovito razširitev, zato ker prej ste omenili strateški svet, ki bi se lahko na tem v takem nekem omizju sestav in bi bil lahko ena platforma za to. Namreč obstajajo že strateški sveti za internacionalizacijo podjetništva, v katere seveda doslej niste bili vključeni, in kjer je seveda glavni, je tako Ministrstvo za gospodarstvo, kot tudi za zunanje zadeve, zunanje in evropske zadeve, kjer se seveda usklajujejo vse aktivnosti internacionalizacije v skladu s programom sprejetim na vladi, tako da definitivno je to ena od naprimer priložnosti, kjer se lahko tudi vključite na eni izmed naslednjih sej in seveda se povežemo v tem smislu, ker ne smemo pozabiti, imamo tudi zelo široko in učinkovito diplomatsko mrežo, ki je zelo, zelo veliko pomoč pri organiziranju ne samo kakih skupinskih nastopov, ampak seveda odpiranju vrat tudi pri iskanju zaupanja vrednih, bom rekla, mednarodnih partnerjev. Tako da... Če smem sam dodati, Saša, mi prav z diplomatsko mrežo, to moram poudariti, da ne bo ostalo odprto, zelo dobro sodelujemo. V bistvu sodelujemo s praktično vsemi ambasadami na tem planetu, slovenskimi, vse povsod in ves čas. To je nam dnevno pravzaprav, ker naš film zelo dobro potuje, mi smo ves čas okrog s svojimi filmi seveda predvsem in imamo dobre in zelo dobre in tudi malo manj dobre partnere med diplomacijo, ampak v glavnem nam je to mrežo dobro poznamo. Ja, kot je pa rekla že gospa Kos, bi bili pa seveda tudi vašega razmisleka, tega vabila, ki ste ga zdaj povedali, pa seveda bi bili celoten filmski sektor seveda zelo, zelo, zelo vesel. Klemen, prej, v bistvu v prejšnjem panelu je bila tema tudi kontinuiteta, kontinuiteta je tudi zelo pomembna za samo ustvarjalni razvoj režiserja, kako pa je v bistvu za kontinuiteto politiku Slovenije, ki bi podpirala v bistvu to vrstno mednarodno opazovanje, na eni strani seveda predvsem slovensko filmsko produkcijo, na drugi strani pa vpetost v mednarodni prostor, v končni fazi je bil si tudi predsednik FRA, kako v tujini gledajo na kontinuiteto filmskega delovanja in razvoja industrije? V tujini je tako, vseh bi hoteli biti tako, kot so nordijske države, kjer so stvari dejansko urejene. Je pa tudi res, da imajo tudi daljšo tradicijo, se pa tudi tam še vedno borijo, ampak s stvarmi, s katerimi se bomo mi najbrž čez 10-15 let. Tisto, kar je razlika med nami, pa recimo kakšnimi velikimi trgi, recimo Nemčijo ali pa Francijo ali pa celo Poljsko, je, da obstaja ta drug del, ki v Sloveniji ni možen, se pravi komercialni del, kjer se delajo filmi za komercialno izrabo in ta komercialni del, recimo ekonomski, tekmuje pretežno z ameriško produkcijo na svojem lastnem trgu, kjer imajo prednost v tem, da so njihovi filmi v njihovem jeziku, ameriški so ali sinhronizirani ali pa ne. V Nemčiji pa na Poljskem so praviloma sinhronizirani. In mi tega spektra, zaradi pač velikosti Slovenije ne poznamo. Se pravi, kako je delati komercialno uspešen film. Pa ne tako, da se pokrije sam sabo, tako, ker recimo pač naš najbolj gledan film vseh časov je Prehostar, ki je bil narejen v ekstremno nizko proračunskih razmerah, ampak se je z
velikim, mislim, da je 220-240 tisoč gledalcev, se je dejansko tisto vložek, ki so ga oni sami naredili, 1 na 1 evro pokril. Ne? Se pravi, niso delali zastonj. Ampak to ne pomeni, da je film imel dobiček. S tem, da je treba vedeti, da ta film, tak uspeh, ne, je bil prvič nekaj časa nazaj, ko je bilo kinoobčinstvo večje, in da je razen Avatarjev to najbolj gledan film vseh časov sploh. Hočem reči, ne more vsak film narediti takega uspeha. Ne? Pri nas je danes že uspeh, če film naredi 25 tisoč gledalcev, tudi ameriški, ne? Tudi risanke ameriške, ki so praviloma dobro gledane. In kaj hočem reči, ampak 25 tisoč evrov za producenta, ki dobi iz tega ven na karto 1 evro ali pa 1 evro, ne vem, 20, ni ekonomsko učinkovit. Ne? Se pravi, naš trg ne pozna tega komercialnega dela. In to je, mislim, da najbolj bistvena razlika, ker ko se vzune pogovarjam z ljudmi, vedno razmišljajo, se pravi, na enem delu o umetniškem filmu, ki targetira, se pravi, predvsem umetnost, nov izraz, kulturne vsebine, ne vem, raziskuje pač filmski jezik, kakorkoli, in se pač plasira v umetniške festivale, je pač prepoznaven v tem smislu, in obstaja ta drugi del, ki je komercialen, se pravi, po ameriško entertainment, ki pa je hkrati domač, ampak gre proti gledalcu, ne. In tukaj se išče ta balans. Mi pri nas večinoma, se pravi, komercialni filmi nastajajo tudi v okviru tega nekega, recimo, umetniškega filma, ne. Tam, ker bi jaz pojačal in ker vidim za celo Evropo in tudi v vseh poročilih, ki jih berem, je predvsem filmi za otroke do 12 let. Tisto, kar se mi zdi ključno, je, da se vzpostavi, ki je po zakonu možna, se pravi subvencija za sinhronizacijo filmov, ki so nastali v Evropski uniji s podporo recimo Euroimaža ali pa so evropske koprodukcije in imajo medijo, ali pa so bili uvrščeni na neke velike festivale, se pravi, da izločimo ven ta ameriški pač svet, ker Evropa vse narediš več filmov kot celota, kot Združene države, ampak 90% vsega, kar tukaj gledamo, je pa iz Združenih držav. In ta del je treba prekucati. In jaz mislim, da za recimo sinhronizacijo, za subvencijo za sinhronizacijo, za evropske EU filme, ne, za mladino bomo povečali količino filmov za otroke, ki bodo narejeni iz našega kulturnega okolja, bojo jezikovno dostopni. Hkrati pa mi moramo pojačati produkcijo, ampak ne samo filmov, mi moramo pojačati produkcijo serij za otroke. Otroci je več skupin gledalcev, se pravi 0 do 6 ali pa 4 do 6, 6 do 12, 12 do 16. Ne. So različni filmi za različne segmente. Se mi zdi, da prihaja obdobje, ko en film otroški na leto bo premalo, bo vsaj 3 rabili za različne segmente, plus določene kratki filmi, dokumentarni filmi za otroke, ker če se vsak pri sebi vpraša, vsi vemo, kjer film smo gledali kot prvi film. In če je katar za to, kolikrat pomisliš na film, še po tistem, ko si ga gledal, ne, se pomeni, da otroški filmi držijo najdaljšo kataro, ker traja celo življenje. Ne. In se mi zdi, da delati dobre otroške filme in veliko njih za vsako generacijo je ključ za izgradnjo bodočih občinstev, ki bojo gledali resne filme, zahtevne filme, evropske filme ali pa ne. In ključno za nove ustvarjalce filmske, za nove delavce v filmu, ne. In je ključen za nas, ker tako najbolj krepimo jezik. Hvala, če se malo vrnemo recimo na ta tudi še posebej mednarodni vidik. Daniel, kaj misliš, kaj so po tvoji pravzaprav ključni neki dejavniki, zaradi katerih se tuje produkcije odločijo za določeno državo? Ne? Ker na koncu se vendarle pogovarjamo seveda pod črto o industriji, torej kako dobiti posel, a ne? Če gledamo v bistvu produkcijo in filmske sejme in iskanju koprodukcijskih sredstev, ki niso vezane recimo samo na javne sklade, kot je recimo Euroimaž.
Kako sam misliš, bi lahko država podprla, če smo rekli, slovenske producente pri navezovanju stikov s tujimi partnerji oziroma producenti, in če je recimo, da smo že prišli danes do nekega koraka, kar se tiče Spirita in države, ki pri tem pomaga, kako je pravzaprav s pridobivanjem teh sredstev morda zasebnega kapitala, ne? Ker zaenkrat so večinoma slovenski filmi financirani iz javnih sredstev. Ja, to je eno tako zelo veliko vprašanje, ki ga bom probal zdaj v parih segmentih nam odgovoriti. Ena so stvari, na katere v bistvu lahko vplivamo ali pa lahko vpliva nekdo, ki nam pomaga graditi okolje. Se pravi, da poleg tega, da ima država zanimive lokacije, da imamo izobražene kadre, da imamo tehnični kader, kreativni kader, pač produkcijske in postprodukcijske kapacitete, ki pomagajo pri tem, da pač nekdo pride sem, zato ker mu je v Sloveniji na vsak način lažje in enostavneje, ker tudi potovanje od ene lokacije do druge je bistveno krajše kot recimo v kakšni bistveno večji državi. Druga stvar je pač seveda finančno okolje, ki to res podpira. Ne. Tako kot si že Nataša predpovedala, Nataša Bučar, mi imamo denarna povračila v koliko zdaj že nekaj 6, 7, 8 let, ne? Več. Ali 10. Smo bili ena zadnjih evropskih držav, ki smo to uvedli, ne vem zakaj, ker se je posod, kjer so to uvedli, izkazalo za zelo dobro potezo. Smo pa upeljali v bistvu najmanj zanimiv in tudi finančno relativno skromen mehanizem. To je 25%, ki so bili takrat, ko so ga uvedli, še na nek način zanimiv, danes pa ni več. Ne. Recimo sem danes zjutraj prebral novico, da so v Estoniji pravkar uvedli mehanizem 40%. In tudi vse neke statistike govorijo, da je vse tako rekoč do 45% še vedno v plus državi, se pravi se splača. Tukaj s takim spremljanjem bomo zelo težko postali zelo konkurenčni, tudi če bomo imeli dobro kadrovsko politiko in tudi če imamo super lokacije. In potem je pa še ena stvar, na katero pa tudi država ne more vplivati, in to je pa zaupanje. To je pa zaupanje tega tujega partnerja, ki pozna tebe in ki bo tudi zato morda prišel sem in ne nekam drugam. In to je tudi ena pomembnih stvari, ki pa jih lahko krepimo ravno na teh srečanjih v tujini, kjer se predstavimo, kjer vemo, da morda nekaj predstavljamo, ampak bo nek rezultat prišel in se pokazal šele čez 3 ali pa 5 let. In bo to takrat zanimivo, ne? Za tistega, ki bo pač prišel, ker bo poznal tebe ali kakšnega tvojega kolega, in tudi zate, ki boš pač lahko nudil neke tovrstne stvari. Zato mislim, da je tudi udejanjanje in aktivno delovanje Slovenije v raznih mrežah in organizacijah zelo pomembno. Ne. Tudi to, recimo, da si Slovenija prizadeva za to, da bi leta 2029 gostila podelitev evropskih filmskih nagrad. To za sabo seveda potegne nekaj sredstev, ki morajo tudi priti s strani Slovenije, ampak po drugi strani je to ves denar, ki bo ostal samo v Sloveniji, ki ne bo šel nikamor in bo poleg tega Sloveniji še neko veliko dodano vrednost prinesel. Ne. Tako da to so vse stvari, ki so vsaka mogoče v enem majhnem deležu lahko pripomorejo, ampak na koncu, ko se to sešteje, naredi en tak velik kupček nekih pozitivnih plusov na naši strani. Ne. To je bilo tudi moje nekako vprašanje. Dotaknili smo se na eni strani mednarodnih povezovanj, tudi cash rebate, a ne, povečanje teh sredstev in to, kar si nazadnje omenil, pravzaprav film kot tudi nekaj, kar je vezano na prestiž. Ne. Pogovarjamo se seveda o kulturi, pogovarjamo se o industriji, pa vendarle so, recimo kot si omenil, a ne, v aprilu bo prišel odbor EFE, torej Evropske filmske akademije, bo gostoval v Ljubljani, potekajo torej neki dogovori, verjetno tudi neke vrste lobiranja, da bi, kot si sam rekel, prišlo do podelitev Evropskih filmskih nagrad v Ljubljani. In mislim, da tudi tovrstni dogodki zelo pripomorejo k na prepoznavnost slovenskega AV sektorja tudi v tujini. Kakšne so v bistvu v tem trenutku, če lahko rečem za zaključno besedo, res neposredna pričakovanja od države in politike, ker brez pomoči tako politike od države verjetno podelitve leta 2029 v Ljubljani ne bo? Ja, država mora dati garancijo, da bo pač ta sredstva, ki so potrebna, ki jih mora lokalni organizator pač prispevati, da jih bo nekako zagotovila.
In to niso sredstva, ki bi bila nek velik denar, to gre za manj kot 2 milijona, če sem prav obveščen. In to gre za sredstva, ki se morajo zagotoviti v 2 ali pa 3 letih. Benefitov je ogromno. Mislim, še vedno se govori o podelitvi evropskih filmskih nagrad v Reykjaviku, ki je bila leta, mislim, da 21. Ne. Vse majhne države, ki so to naredile že in jih je kar nekaj, predvsem baltske, so bile tukaj zelo aktivne, imajo en velik plus od tega. Naslednje leto bo podelitev v Grčiji. Ne. Grčija, ki je ravno zaradi dobrega cash rebata zelo zaželena destinacija in kljub vsemu so še vedno nekako ugotovili, da jim to nekako še dodaten nek bonus in prepoznavnost prinese. Tako da mislim, da je zelo veliko stvari, na katere je treba tukaj pač biti pozoren in se jih zavedati. In po drugi strani krepiti to neformalno mrežo, mislim, prijateljstev in poznavanj, ki pač na koncu pripelje do nekega rezultata. Hvala lepa. Naj bo prijateljstvo pravzaprav neka zaključna misel tudi današnjega dogodka. Mislim, da je tudi zdaj pogovor pokazal, da je zagotovo slovenski film ima velik gospodarski potencial. Slišali smo, lahko verjetno v kratkem pričakujemo tudi nekaj sodelovanja med 2 agencijama, Slovenskim filmskim centrom in SFC. Spiritom se opravičujem, ker zagotovo, če tega sodelovanja ne bo, potem verjetno tudi do uspeha ne bo. Tako da hvala za vaše dragocene poglede. Občinstvo pa zahvaljujem se za prisotnost na današnjem dogodku.